V bistvu zdaj so malo vroče glave, težko je komentirati. Dejstvo je, da v tekmi nismo odigrali tisto, kar smo pričakovali, da je začetek drugega polčasa bil bistveno bolj obetavan, povedali smo, potem kontrolirali igro, nismo dosegli tistega drugega zadetka, domačini so pritisnili, izenačili na 1:1. Smo v bistvu kljub ne briljantni igri dosegli tudi drugi gol, prišlo do napake stranskega sodnika in namesto 2:1 za nas, praktično v prvi naslednji akciji 2:1 za domačine. Zdaj, tako kot sem rekel, so glave vroče, treba se usesti, pogledati, zanalizirati dosedanje igre in potem vleči prave poteze kasneje. Glejte, moramo pogledati, da je prišlo do menjave na en način generacije, da se reprezentanca sestavlja, da smo na domači tekmi proti Bolgariji absolutno bili boljši nasprotnik. Dobili smo 2 zadetka iz praktično 2 edinih akcij, ki so jih Bolgari speljali v tej tekmi, da danes kljub igri, ki ni obetavna, ni bila obetavna, smo dosegli tisti drugi gol in povedali 2:1 praktično, vendar ta gol ni bil priznan. To se v fuzbalu dogaja. Dejstvo je, da nam tudi manjkajo ključni igralci, Iličić je bolan, Kampl je poškodovan, kljub temu, da je vratar danes bil izjemen in ga je treba pohvaliti. Manjka nam tudi Jan Oblak, s katerim je tu treba narediti te razgovore, da vidimo kako in kaj in da zadevo potem peljemo tako, kot je potrebno. Nogomet je to, iz tega je treba ven, treba je narediti dobre analize in potegniti prave poteze in iti naprej. Ekipa je, ali pa igralci so kvalitetni, treba je postati ekipa in tim in mislim, da bo takrat boljše. Pa gledajte, težko je zdajle po nekaj prijateljskih tekmah in 2 tekmah v Ligi narodov govoriti o temu, vendar praktično tako, kot smo rekli, o vsem je treba razmišljati in trezno, pošteno si pogledati, kaj so vzroki in potem tudi na podlagi ugotovljenega vleči bodoče poteze.